Lepo pozdravljeni in pozdravljene v prvem podcastu Obrazi nevladnikov, ki jih organizira CNVOS. Takole se bomo enkrat mesečno, 12 mesecev poslušali celo leto. Torej, 12 mesecev, 12 podcastov. V duhu ozaveščanja decembrskega potrošništva začenjamo z zavodom KNOF. In Mojco Žganec Metelko, pozdravljena Mojca. Lep pozdrav. Zdaj, Mojca Žganec Metelko je pionirka socialnega podjetništva v Sloveniji. Tako kot njen zavod KNOF zagovarja drzne modne odločitve, ki so najočitnejši izraz lastne identitete, je tudi sama vedno sprejemala drzne odločitve. Odločitve, ki so pomembno vplivale na področje krožnega gospodarstva. Stara šola, znamka butikov z rabljenimi oblačili, ponuja nakupovanje brez slabe vesti. Začeli so z enim butikom ponovne uporabe, ki je zdaj prerasel v zavod za reuse labor, krožno tovarno in 3000 kvadratnimi metri v centru Mercator Krško. Če bi bila rabljena oblačila še pred leti neka tarča stereotipov, danes velja, da človeka naredi rabljena obleka. KNOF spreminja način razmišljanja. Torej. Vsi, ki so aktivni na področju socialnega podjetništva in krožnega gospodarstva, so zagotovo imeli stik s tabo, Mojca. Sama zagovarjaš rek, dobro ime se samo hvali. Res je tako, ampak danes ga bomo malo pohvalili še mi. Misija zavoda KNOF je torej spodbujanje trajnostnega odnosa do stvari, okolja in posameznika. Zato se ukvarjate z razvojem, proizvodnjo in prodajo rešitev, ki zmanjšujejo nastanek odpadkov ter porabo naravnih virov. Tako, nekaj malega za uvod, zato da poslušalke in poslušalci vejo to, kar vem jaz. In zdaj mogoče prvo vprašanje, kaj je bil ključni povod za ustanovitev zavoda KNOF? Ja, v bistvu KNOF kot neka skupnost obstaja zdaj že 17 let. Začeli smo v Sevnici, zelo majhnem kraju, kot mladinsko društvo. No. Povezali smo se v bistvu prijatelji, ki smo hoteli, da se v tem našem malem kraju začne nekaj dogajati. In dejansko naš prvi projekt KNOF-a je bil metal koncert. Potem smo delali razne razstave umetniške, razne stvari, ki so jih naši člani, mladi iz ulice, želeli počenjati. Potem pa, ko je prišel zakon o socialnem podjetništvu leta 2012, smo se tudi registrirali in smo bili v bistvu drugo registrirano socialno podjetje. In takrat smo pa tudi začeli bolj na podjetništvu delati, ker pač niso mogli biti večno prostovoljci. Tako da, ja, potem smo pa začeli dejansko imeli največ poudarek na trajnosti in pa na ponovni uporabi, ki pa tudi v bistvu samo idejo ponovne uporabe in teh centrov ponovne rabe, ki jih imamo danes 4, je pa prinesel k nam en prostovolec iz Francije, naš prvi IVS prostovolec, ker je pač želel tudi v naši Sloveniji oblikovati eno tako trgovino, kamor lahko ljudje prinesejo še uporabne stvari in jih potem za ugoden denar tudi nakupijo. Tako da smo tudi potem odprli dejansko drugi center ponovne rabe v Boštanju, to je pa še en manjši kraj pri Sevnici, v stavbi bivše stare šole. In od tam tudi to ime stara šola, no, old school, tako da tukaj nekako se je to vse skupaj začelo. Tako da potem so tudi pridobili eno prvih teh razpisov, Ministrstvo za delo, takrat za socialno podjetje. In takrat je res do nas prišlo ogromno ljudi s podobnimi idejami in potem se je začelo vse samo širiti. No, da ne bo kdo rekel, da se vse začne in konča v Ljubljani, tudi decentralizirano lahko vznikajo take lepe stvari in gibanja. Katere lekcije ste se kaj naučili iz začetnih napak ali pa kakih neuspelih projektov? Ja, v bistvu mogoče, prišli smo preko res raznih faz, tako kot rečeno, od mladinskega društva pa do teh nekih prvih socialno-podjetniških korakov. Imeli smo tudi inkubator, ko so k nam prihajali ljudje z podobnimi idejami, smo jim pomagali, da to nekako začnejo in preko 30 takih trajnostnih idej se je takrat zagnalo v tem inkubatorju. Ampak vseeno smo bili, bom rekla, zelo v tem razmišljanju, ne bom rekla socialni, no, ampak zelo tako smo želeli kot neka družina to vse skupaj, prijatelji oblikovati. In dejansko je bilo težko potem preživeti, težko tudi nakazati plače zaposlenim, ki smo jih takrat že imeli. Tudi nismo hoteli biti na razpisih tako odvisni od tega, tako da smo začeli veliko bolj se potem v podjetniško dejavnost obračati in dejansko s temi raznimi delavnicami o razvoju pač podjetniške ideje, tako imenovano vitko inoviranje, design thinking metode,
smo potem razvili ogromno enih novih produktov, ki so bili pa zanimivi in tudi oblikovani za trg, za odgovarjanje na neke potrebe trga oziroma kupcev naših, ki pa so želeli nekaj drugačnega, drugačno ali pa alternativno ponudbo obstoječim, kar se je pač dalo kupiti v nekih klasičnih trgovinah. Tako da najprej smo dejansko naredili to ponudbo za končne kupce, torej čisto za naše uporabnike, mlade, starejše, in odpirali tudi te butike ponovne rabe. Potem pa smo kasneje tudi, ko smo opazili, da tudi v podjetjih se začenja neka sprememba, sploh zdaj, ko je zadnje leta Evropa tudi uvedla te kazalnike o trajnostnem poročanju in morajo tudi dejansko z naslednjim letom tudi podjetja, recimo, ki imajo več kot 150 zaposlenih, že poročati o učinkih, kakšnih imajo na okolje, na družbo in tudi kako so upravljena. In to je še nekako z roko v roki v tem, kaj smo mi počenjali v Knofu. Tako da smo začeli potem v zadnjih parih letih aktivno delovati v smeri krožnega gospodarstva, bolj na rečemo nekem profesionalnem nivoju. Mogli smo se res redefinirati, ker tudi naša spletna stran, recimo 10 let nazaj, je zelo drugačna od današnje in tudi celotna podoba ali pa tudi marketing, tudi naša vizualna podoba, se je spremenila, ker enostavno smo mogli priti iz te neke luškanosti, kako ste pa vi luškani, ampak nočemo z nami poslovati, do res tega, da so nas neka resna podjetja smatrala kot primeren partner, oziroma kot nekdo, ki jim lahko ponudi to, kar potrebujejo. In to nam je tudi potem uspelo. 5 let nazaj smo imeli tudi podobne delavnice na CNVOS-u kot ravno zdaj, o strateškem načrtovanju, in takrat smo si zadali nekako vizijo, da bomo pač odprli oziroma zagnali ta krožni laboratorij, ki bo kot neka razvojna platforma za podjetja, kamor se lahko obrnejo, recimo, če imajo neke odpadne vire, materiale, in skupaj z nami potem lahko razvijajo to neke nove produkte. Tako da bilo je ogromno nekih faz, ampak vseeno pa se skozi pa držimo tega načela, da res smo trajnostni in da pač delamo to res s srcem, to, kar res verjamemo. Lepo. Torej, rekli ste, da je bilo, oziroma rekla si, se tikava, smo se zmenili, da se tikava. Rekla si, da pač je bila torej neka želja prisotna, pa da ste potem vi to željo tudi čisto pač potrošnja, povpraševanje in ponudba izpolnili. A so bili odzivi okolice takšni, kot ste jih pričakovali? Nepričakovanega? Zdaj, mislim, vse skozi še vedno se zelo borimo, da preživimo, da pač imamo dovolj prihodkov, da lahko pokrijemo vse stroške. Trenutno imamo 17 zaposlenih, pač imamo tudi ogromno njih prostorov, ki nam seveda povzročajo tudi velike stroške, ampak prvi, rečemo, odzivi tudi na te prve butike ponovne uporabe so bili pozitivni. Seveda je danes ta klima v družbi veliko bolj naklonjena temu, da se kupuje second hand, da se kupuje trajnostne izdelke, ker takrat je bilo to res mogoče zmišljeno kot neke trgovine za revne, za tiste, ki nimajo. Danes pa je to pač mogoče si celo bolj cool, če hodiš v second hand ali pa vintage shope, kakor pa v klasične mainstream fast fashion trgovine. Tako da tudi recimo podjetja se nekatera zelo dobro odzivajo. Zelo smo tudi ponosni, da nam je celo neka večja podjetja, ki smo tako res 10 let se nekako tipali pa opazovali, pa sploh nismo šli skupaj, pa nam je potem po 10 letih ratalo nekaj res skupaj narediti in da jih zdaj tudi mi malo notranje spreminjamo, oni pa pač nas tudi podpirajo, da vzdržujemo to dejavnost. Tako da, tudi danes, mislim, sploh to povabilo in tako res, ko sem na kakih dogodkih, pridejo do mene ljudje in so tako, vi ste pa tako hudi in to, mislim, mi res da, čeprav je res težko, pa recimo tudi za nami je težko leto, ampak mi daje tisti zagon in potrjuje prepričanje, da smo na pravi poti in da pač moramo še naprej vztrajati in pač graditi svet s tistimi, ki verjamejo v to, kar delamo,
pa mogoče manj se ukvarjati s tistimi, ki ne bodo nikoli ali pa ki pač nočejo se nekako v to smer obrniti. Mogoče je ta točka pogovora tista, kjer izpostaviva naši publiki duhu tega, da torej je rabljeno in da ni samo prijazno za denarnico, ampak velikokrat tudi za slog. Da smo danes ugotovili obe dve povsem second hand oblečeni, povsem triftano in rabljeno, pa jaz sem kar zadovoljna z outfiti, ki smo jih skupaj spravili. A si takrat, ko ste začenjali, pričakvala, da se bo razvil zavod tako, kot se je, oziroma da bo vaš NGO tako zrasel? Mislim, ja in ne. Jaz sem tak človek, da mogoče zelo gledam na stvari celostno. No? To me včasih tudi tepe, včasih mi pa pač prav pride. Tako res zelo sistemsko želim rešiti neke probleme. Ne? In tudi v tem primeru pač problem sploh odpadnega tekstila. Ne? Želim tako, prav vidim, kje so težave, kaj bi se moglo zgoditi, in potem sem res trmasta, ker to pa pač tudi potem zahteva veliko časa, da povežeš vse te akterje in deležnike, ki imajo ta vpliv, da se res neka sprememba zgodi. Ne? Tako da ja, smo nekako skozi, bom rekla, orjemo ledino, že tudi 10 let nazaj smo to ugotavljali, da je zaradi tega tudi potem težko, moraš biti pogumen, pa tudi veliko takih neprijetnih vprašanj vedno znamo postaviti raznim zakonodajalcem. Vedno nam govorijo, tega pa res še nismo nikoli imeli takega primera, ne? Ampak pač nekdo mora biti prvi, da začne odpirati stvari. Tako da sem tudi zelo vesela, da vidim dejansko zdaj po 10 letih, kot si rekla, da mi nekdo reče, 10 let nazaj sem pa bila tam in zaradi tega pa zdaj to pa to počnem drugače. In to mi je tako, wow, bravo. Ja, tako kot sem rekla, preden smo začeli snemati, preden so se kamere začele vrteti. Stara šola je bila tudi moj prvi stik s second hand oblačili in torej rabljenimi oblačili, in moram reči, da je kar spremenilo stvari od tiste točke dalje. Tako da sem zelo vesela, da začenjamo s tem zavodom in da je to naš prvi podcast. Mogoče dalje, katera načela ali pa vrednote si ti postavila takrat ali pa ste si postavili kot neko osnovo svojega zavoda? Ja, zdaj lahko zdrdram, ker smo ravno res smo v tem postopku oblikovanja nove vizije in se glih o teh vrednotah pogovarjamo. Zelo bi rekla, da je pomembna nam kreativnost. To je tudi v bistvu KNOF, kaj pomeni. Kreativnost nam ohranja fantazijo. To je kratica, ki smo si takrat 17 let nekako zamislili. Tako da to, da res imaš to možnost, da res ustvariš nekaj, ali en produkt, ali svojo službo, ali pa res tudi, da ustvariš neko svoje življenje, svoje osebno poslanstvo, da ga kreiraš. To se mi zdi zelo pomembno. Potem vključevanje, vključena družba, da tudi res v zaposlovanje vključujemo tudi invalide, tudi starejše, brezposelne, tudi Rome, ker jaz tudi verjamem, da vsak ima nek talent, samo mogoče ga še ni čisto odkril ali pa ni imel priložnosti takega podpornega okolja, v katerem bi to razvil. In imamo tudi tle ogromno, tako res preko 200 ljudi smo spravili v teh programih, ki imajo res odlične zgodbe in so se jim življenja spremenila na bolje. Pa mogoče čuječnost, to je pa tudi ena taka vrednota, načela, ko jo želim še bolj v našem organizaciji, KNOF, spodbujati tudi med zaposlenimi, da se ne zgubimo preveč v teh misijah, reševanja sveta in izzivih, in takih nikoli ne zmanjka, da se ne pozabimo pač na sebe in na to neko svojo umirjenost, tudi zdravje. Staramo se, vsi, in tudi opažam te bolniške in vse to, ker se povečuje tudi, ker je to dejansko naporno, to, kar delamo. In ravno zdaj, konec leta, smo oblikovali en program, da bomo drugo leto imeli res tudi take delavnice čuječnosti za sodelavci, da se še bolj nekako sami s sabo povežemo. Tako da trajnostno tudi do sebe, ne samo do okolja in do gospodarstva. Ja, da se potem izognemo tej stalnici, ko pravimo, da je življenjska doba aktivista ali pa nekoga, ki se na tak način ukvarja s stvarmi, relativno kratka, ker hitro izgorijo ljudje.
Kako pa bi kaj ocenila stanje krožnega gospodarstva v Sloveniji danes? Kje vidiš neke največje priložnosti za napredek od tu, kjer smo zdaj? Ja, krožno gospodarstvo je spet ena taka buzzword. Po eni strani pač tudi Evropa ugotavlja, da je ogromno denarja že šlo v to, pa ni učinkov. Potem po drugi strani pa vseeno vidimo, da je nekaj drugače, da je ogromno enih startupov, enih organizacij, ki res drugače delajo. In tako kot sem prej rekla, pač mi se moramo povezovati, tisti, ki že tako delamo, tako razmišljamo, in pač tisti, ki se ne nočejo spremeniti, ne moramo z njimi se boriti in izgubljati energijo. Ampak vseeno pa tle vidim ogromno še pa priložnosti, glih pa v tem povezovanju teh svetov, oziroma verjamem, da je tudi v nekem mainstream podjetništvu ali pa biznisu, ali pa pri mainstream trgovcih so že posamezniki, ki želijo drugače delati, ampak pač, ker so v nekem sistemu, ker je tukaj vodstvo, ki ima tisti mindset, ki ga ima že 20 let, težko pridejo do izraza, oziroma da bi res nekaj naredili. No, in tudi s tem namenom se zdaj povezujemo tudi z tem mainstream podjetji in tudi so zelo dobri odzivi. Ker sama tudi verjamem, butiki ponovne rabe, naša vizija 10 let nazaj je bila, da bo vsaka vas imela staro šolo. Zdaj smo videli, da današnji sistem čist navad potrošniških temu ni glih prilagojen. Vsi hočemo imeti dostopnost, da lahko ob 10 zvečer nekaj kupiš, če se ti glih tako za hote. Tudi hočeš imeti ogromno ponudbo in preprosto ti manjši butiki v manjših krajih ne morejo biti 10 ur odprti in imeti ogromno ponudbe. Tako da gre vse tudi na online. Po drugi strani imamo pa nakupovalne centre, ki so odprti 10 ur, pa še več, ki imajo ogromno ponudbo, ki so tudi prostorsko veliki. In tle pač vidimo, da če se poveže te naše ideje, recimo butikov ponovno rabe oziroma spodbujanja trajnostnega nakupovanja z velikimi, da tukaj bi pa potem bil lahko ta preboj, da se res naredi ta tudi večji učinek, da se res, ker to se dogaja. V našem butiku, tam v neki zakotni ulici pride recimo 10-20 ljudi na dan, tistih, ki so že prepričani, mase, 1000 ljudi pa vsak dan tam v nek drug nakupovalni center romajo. Tako da tukaj na tem bomo zdaj najbolj delali, da res damo to ponudbo v velike centre in da pač ob boku nekih, nažalost, novih cenenih izdelkov bojo pa še ceneni second hand izdelki na voljo. Kako pa motiviraš potem svoj tim torej pri delu na področju, ki je, kot si omenila, polno izzivov in zna biti kar zahtevno? Ja, motiviramo se predvsem s tem, da gledamo stvari od zgoraj, kaj smo že dejansko naredili, kam želimo priti. Tudi, ker zaposlujemo ranljive skupine, recimo moji najtržnejši sodelavci so tudi osebe s statusom invalida. Vidim tudi, koliko jim to veliko pomeni, da so pač vključeni in da res imajo take pomembne naloge, da res ne samo, da imajo zaposlitev, ampak da res so ustvarjalci te zgodbe, ki jo delamo. Ja, zna pa to biti zahtevno, predvsem fizično in psihično. Tako da mislim, da res moramo pač nameniti tudi vse več časa temu, da se umirimo, da se spet povežemo kot čist ljudje na nivoju posameznikov. In da tudi imamo tukaj mogoče neko zunanjo podporo, strokovno, kakorkoli, da nas malo motivira, da nas v pravo smer spet da. Mi smo tudi, na primer, nekaj poskusov smejalnih vaj na delovnem mestu, ampak ogromno je teh tehnik, vse več, tako da mi čakam, da se začnejo tudi te delavnice, ki jih imamo na načrtu. Krasno. Bi mogoče želela izpostaviti kakšne projekte ali pa partnerstva, na katere ste v ekipi najbolj ponosni do zdaj? Ja, teh je kar nekaj, Zdaj sem prav razmišljala, kaj bi izpostavila. Mogoče glih ta partnerstva, ker tudi pri krožnem gospodarstvu je to najnujnejše, ali pa tudi pri socialnih inovacijah. Ti ne moreš sam delati neke družbene spremembe, moraš biti povezan.
In mogoče bi tukaj izpostavila, ne vem, če lahko pač po imenu, prav tudi Kostak, ki je eno največjih komunalnih podjetij in je res, smo ga tako gledali več let kot ogromno gradbeno podjetje, mislim, da imajo 400 zaposlenih, pa največjih, mislim, imajo to, ta zbirni center oziroma center za ravnanje z odpadki, predelavo. Ampak nam je po 10 letih res uspelo narediti nek odnos z njimi. Zdaj že mislim, da 4 leta sodelujemo in dejansko podpirajo ta naš projekt Salon pohištva ponovne uporabe. In tudi sem vesela, da vidimo tudi vnaprej, da bi dalo se še kaj nadgraditi. Tudi smo ta projekt krožne tovarne, kjer smo rekli, da gremo bolj na industrijski nivo za reciklažo odpadnih materialov, predvsem plastike in tekstila. Smo tudi recimo v njihovih prostorih. Tako da je še vedno, bom rekla, nismo čista na istem, nimamo čist istih nekih usmeritev ali pa vizij, ampak vseeno obstaja neka simbioza, neko sobivanje, in to me zelo veseli, mi daje upanje. Je pa tako, se skozi učimo, kako treba, ker velikokrat smo nevladniki, v tisti bojni poziciji, da gremo tako zelo aktivistično do nekih velikih, nekih onesnaževalcev, ki imajo ogromen impact, Ampak ja, velikokrat mogoče potem tudi pride, mislim, ali pa pozabimo se vzpostaviti tudi njihove čevlje, čisto konkretno, kako oni to vse skupaj doživljajo, ampak ker itak cilj je pa, da zdaj mi smo zvezde kot aktivisti, ampak da se res nekaj spremeni, kaj pa bo potem povzročilo tisto spremembo, je mogoče kakšen drug pristop, ali pa malo na drug način. Tako da tukaj se zelo tudi učimo. Potem bi izpostavila tudi podjetje Beti, to je bilo pa eno prvo tako industrijsko podjetje, ki je tudi pri nas prepoznalo eno prednost, pač da se povežejo z nami. Vem, da takrat smo se na njih obrnili, ker smo nekaj v tekstilu želeli, odpadnem tekstilu delati, in smo se pač obrnili na njih, ker smo mislili, da proizvajajo spodnje perilo, ampak Beti že zdavnaj nehalo proizvajati spodnje perilo in dejansko danes samo so predilnica poliesterskih vlaken po naročilu. In tam je ta direktorica, gospa Maja Čibe, res taka oseba, ko smo šli že na prvi sestanek, je bila ona takoj štekala, o čem mi govorimo. Čeprav smo prišli taki res hecni, nismo imeli pojma, kaj sploh delamo, mislim, na kak način. Ne govorimo istega jezika, nevladniki pa rečemo neka industrija, ampak smo potem prišli na isti jezik. Tako da smo potem tudi začeli od njih pobirati ta industrijski odpadek. Tukaj se je potem izkazalo, da je to njihov problem. To so taki neki tulci plastični iz polipropilena. Mi smo pa ravno takrat začenjali za to idejo reciklaže plastike v neke površine, torej v neke ploskovite materiale. In smo potem, zdaj že več kot 1 leto sodelujemo na ta način, da njihov ta odpad prevzemamo, ga meljemo in potem oblikujemo te ploskovite materiale, s katerega pridelamo potem pohištvo lahko, ali pa kombiniramo vintage kose pohištva za neko tako hudo reciklirano plastično ploščo, ki je taka zelo vzorčasta in barvasta. Tako da ja, zelo lep primer neke simbioze, pa tudi pol res so še naprej enih par projektov smo z njimi speljali, in se tudi potem vidi, da s temi velikimi pač ko narediš en tisti prvi korak, ko nekaj te malo testirajo, pa gre čez, pa se izkažeš potem tudi vse več je ta nekega zaupanja, daš jim misliti, dejansko jih spreminjaš tudi na nek način znotraj. Tako da ja, to se mi zdi, da je tisto, kar ima ful še potencialno, in res tudi dela večje učinke, na večjem nivoju, da se res več odpadkov, da se nekaj pozna, da nisem kapljica v morje pri zmanjševanju odpadkov, ampak ja, da gremo bolj na izvorno. Krasno. Zdaj, govorili smo prej, vsaka od naju je naredila ta prvi korak na neki točki, nekje je treba pogruntati, to je ful fino, v bistvu lahko grem v second hand trgovino, lahko grem v trgovino z rabljenimi oblačili in pridem ven bolj zadovoljna, kot bi pa prišla, z neke Zara ali pa H&M-a, in tudi z lažjo vestjo. Ampak kako pa misliš, da je zdaj kaj trend med mladimi?
kako bi ocenila, da je odnos do rabljenih stvari, bi jim kaj sporočila morda mladim? Ja, ravno v oktobru smo imeli 3 srednje šole na obisku, tako 80 dijakov je prišlo k nam. In smo imeli potem tudi eno tako predavanje malo o tem ravno vplivih potrošništva, pa potem razne delavnice, spet so se naučili, oziroma prije so čopičo roke so prebarvali eno pohištvo, druga skupina je šivala, tretja skupina je pa nekaj iz reciklirane plastike izdelovala. Ja, in smo jih tako prav opazovali in se tudi z njimi pogovarjali, ne. Da ja, rečemo, tretjina je takih, ki jim je dosti jasen, in tudi hodijo v vintage shope in se zavedajo teh problematike in aktivno stopajo v drugo smer. Je pa še precej tistih, ki pa pač nimajo toliko stika s tem, jih ne zanima. Tudi smo tako opazili, da pa če bom zdaj mogoče malo stereotipna, ampak res že tako včasih že po videzu vidiš, ta je v trajnost, ta pa ni. Že kar nekako se vidi. In tle vidim ta izziv, kako dejansko tudi tiste, ki ne bojo na ta YouTube video kliknili, pa ki niso najbrž na mailing listice Nevosa, kako do teh ljudi prideti, ker res, ne da jih ne zanima trajnost, ampak sploh pač druge vrednote imajo, druge stvari so jim pomembne v življenju. Tako da tle, kako bi recimo tem nekim, pa ne bom rekla mainstream mladim, ker tudi ne verjamem, da je to zdaj mainstream, mogoče so to še neki bolj te retro pristopi, pa se bo to vse skupaj tudi mladina spremenila v večini, da bojo oni tisti čudni, ki so mainstream, to bi bilo ful dobro. Ja, ampak kako dejansko njih pritegniti, da mislim, da predvsem s tem, da s to čuječnostjo, da v smislu, kot smo prej rekli, vse dejansko izvira iz tukaj noter. Če se ti enkrat malo ustaviš, pa malo res narediš eno analizo, kaj ti je sploh pomembno v življenju, kaj ti je razlog, zakaj se sploh zjutraj vstaneš, kaj sploh želiš. Potem pač vidiš, da ne rabiš mogoče sploh toliko stvari, da ne rabiš nekaj, kar si prej mislil, da nujno rabiš. In ja, tudi to ima potem lahko ful velik vpliv na tvoj način življenja, na tvoj odtis, tudi CO2 odtis in pa potrošniške navade. Tako da, pa mislim, da si pač bolj srečen enostavno, če narediš ta korak v to smer. Ja, mi je pa zelo zanimivo, da noben še nikoli naredil raziskave, kaj so tisti vzroki, da nekdo, bom rekla, gre v trajnostno smer, pa nekdo, da pač ne gre. Kaj je tisto, kaj so tisti dejavniki, to mogoče je inspiracija za nekoga od študenta, da naredi kakšno nalogo na to temo. Evo, če vam manjka kakšna tema za magistersko, če vam gre dobro statistika, morda kak psiholog ali pa psihologinja. Ja. Nekaj sva govorila, torej na začetku je bil ta velik plan rabljeno trgovino v vsako vas. Kaj pa je zdaj prihodnost Knofa? Kaj vidiš kot nekaj, kar bi bil zdaj dolgoročni cilj morda? Ja, predvsem se zdaj ukvarjamo z tekstilom. Za drugo leto prihaja namreč še ena velika rečka, je že več organizacij, tudi Ekologi brez meja, in še kakšni drugi pričakujemo. In sicer razširjena odgovornost proizvajalcev, to je pač en ukrep iz Evropske unije, ki je tudi že apliciran recimo na svečah, pa na baterijah, pa na embalaži, na plastični embalaži, in sicer deluje sistem tako, da proizvajalci so odgovorni finančno za kritje stroškov ravnanja z odpadki po tem, ko jih potrošnik zavrže. In to prihaja tudi zdaj za tekstil. Kasneje tudi bo za pohištvo. Sčasoma bo na vseh izdelkih po moje ta shema. In tle pač vidimo, tudi nekatere države, Francija, Nizozemska, že imajo to shemo PRO upeljano. In mi bi zelo radi, da se to v Sloveniji naredi to na prav način. Da ne bo, vse vemo, kako je, recimo, ko pride neka direktiva, pa pol Slovenci, malo časa več si vzamemo, potem pa mogoče se pa na hitro nekaj naredi, ker zdaj se pa že mudi, ampak res bi želeli, da bo tukaj pri tej shemi upoštevano tudi vse, kar je bilo do zdaj narejeno na tem področju odpadnega tekstila in te dobre prakse, ki so bile, ki so tudi zelo nekatere tik pred tem, da umrejo, da pač, ker se ne morejo več, ker se ne morejo več preživljati. Tako da bi
ta shema, no, ta nek budžet za res spodbujanje ponovne uporabe, spreminjanje tudi navad, ne, izvora, to, kar smo zdaj govorili, ne, da se res naredi res ena konkretna kampanja o tem, zakaj bolj trajnostno nakupovati. Ne. Da bi pač tukaj bil vir vsega tega iz te sheme. Ne. Tukaj vidimo veliko priložnost, no, in smo res se aktivno v to vrgli, tako da upam, da čez 5 let bomo lahko rekli, da nam je to uspelo v Sloveniji in da smo to zelo dobro naredili in da smo uspeli spet povezati tako na eni strani te proizvajalce oziroma trgovce, pa na drugi strani vse te, ki se s ponovno uporabo ukvarjamo, no, od socialnih podjetij pa tudi drugih zbiralcev tekstila. Tako da to je nekakva velika vizija, no, ki smo jo zdaj tudi s pomočjo CNVOS-a in njihovih strateških delavnic postavili. Krasno. No, pa morda še za konec, da zaključimo tam, kjer smo začeli, ker je december, ker pač se mi zdi, da smo vsi nekako sistemsko spodbujani, da bomo zdaj zapravljali malo več. Kaj bi KNOF svetoval, kje naj zapravljamo? Slišim, da imate neke fine alternative. Ja, to mi je zelo všečno, da se zdaj že spreminja ta mit, da darila morajo nova biti. No, evo, ne rabijo nova biti, ne? Torej, spreminja se mit. Darila ne rabijo nova biti. In pred leti recimo smo res tukaj bili prvih, ki smo rekli, pa dajte vintage šalčkov podariti svoji najboljši prijateljici, ne, ker veste, da vsako jutro si spijete iz črni čaja, ne, in bo to res tisto darilo z dušo. Ne. Sicer res to zahteva malo več planiranja, načrtovanja, ampak ni to tisto bistvo pri obdarovanju, da res pokažeš, da si mislil na nekoga in da si res, se sploh v bistvu ni važno tisti predmet, ampak res, da si se spomnil. Tako da, če je le možno, podarite doživetja, ne? Če pa že morate pač nek predmet, pa naj bo ta ne nov. Obstaja poleg naših spletnih trgovin tudi ogromno že na Instagramu enih vintage shopov za predmeti, za tudi oblačili. In to so res lahko lepa darila, no? Tako za starejše kot za mlajše. Tako da kar pogumno v to smer. Pa boste changemakeri na tem področju. Ja, najlepša hvala. S tem smo nekako prišli do konca tega pogovora. Mi je zelo žal, lahko bi bil še veliko daljši. Ampak toliko za enkrat. Se poslušamo in vidimo spet naslednji mesec z naslednjim podcastom v ciklu Obrazi nevladnikov. Najlepša hvala, Mojca, da si vzela čas. Krasno je bilo govoriti s tabo. Hvala tudi vam.